Lep pozdrav na današnjem spletnem dogodku. Moje ime je Bojan Iljanič in danes je z menoj še Aleš Šoba, direktor sektorja upravljanja investicijskih skladov. Aleš, leto 2023 je prineslo nove rekordne vrednosti na delniške trge in marsikateri vlagatelj se sprašuje, kako nalagati oziroma kako investirati, ko delnice dosegajo nove rekordne vrednosti. In danes bova skušala odgovoriti na ta vprašanja. No, če zavrtimo čas nazaj, leto 2023 smo začeli s pričakovanji o prihodu recesije, ki se ni zgodila. Leto 2024 pa smo začeli na nasprotni strani. Medvedi so padli na mehke blazine, delniški indeksi pa so posegli po novih vrhovih. Od konca oktobra lanskega leta pa do danes delniški trgi poznajo samo eno pot in to je pot navzgor. Aleš, nas lahko malo popelje skozi dogajanje na kapitalskih trgih v zadnjih mesecih in zakaj je prisoten takšen optimizem? Lep pozdrav še z moje strani. Ja, Bojan, drži, bistvo dogajanja v zadnjih mesecih, torej predvsem od konca oktobra pa do danes je, vsaj koliko se jaz spomnim, eno bolj optimističnih, bolj donosnih v tako zelo kratkem času. Nekako, če se tukaj ozremo na kaj se je dogajalo, vidimo, da so nekako delniški indeksi presegli vrhove, ki smo jih dosegli v začetku leta 2022, torej smo prebili tiste zadnje vrhove in tako dosegamo neke nove rekorde. V ospredju so znova, tako že bi rekel zadnjo desetletje, popal ameriške delnice, S&P 500, vidimo, je, bi rekel, znova na novih rekordih, prvič je prebil vrednost 5000 indeksnih točk, 15 let nazaj, marca 2009, se spomnim po finančni krizi, smo se dotaknili celo številke 666, tako da na dolgi rok izjemna generacija premoženja ameriških delnic. Glavno gonilo znotraj ameriških delnic pa znova tehnološke delnice, ki vemo v letu 2022 so bile med tistimi, ki so najbolj trpele, zdaj pa nekako nosijo, dvigujejo v bistvu celotne te delniške trge navzgor. In tukaj na grafu tudi vidimo ta zelena črta veličastnih 7, torej 7 največjih ameriških podjetij. Mogoče v tem trenutku ni vsako podjetje več tako veličastno, kot je bilo še par mesecev nazaj, ampak so najbolj zaslužna ta največja podjetja za to rast. Ampak bi rekel, niso pa samo ameriške delnice, ki dosegajo rekorde. Tudi globalni delniški indeks, vidimo za modro črto, tudi ta je višje, kot smo bili recimo v začetku leta 2022, pa tudi evropske delnice, japonske delnice, mogoče zanimivo, japonske delnice so potrebovale več kot 30 let, da so se vrnile na prejšnje, na nove vrhove, ki so jih nazadnje dosegle konec 80-ih, tako da bi rekel, optimizem je kar, bi rekel, prisoten na celotnih delniških trgih. Zdaj, zakaj je temu tako? Jaz bi rekel dva razloga. Prvi je nekako to, ko smo stopili v leto 2022, smo imeli težave z inflacijo, vemo, dosegle v Evropi tudi dvomestno številko, centralne banke so začele dvigovati obrestne mere, cilj je bil z višjimi obrestnimi merami nekako znižati inflacijo, to je tudi centralnim bankam uspelo, ampak pričakovanja so bila seveda, da bo za to potrebna recesija, bi rekel, višja brezposelnost, to se seveda ni zgodilo, vsako spremlja gospodarsko dogajanje, mogoče evropsko gospodarstvo je, bi rekel, nekako stagnira, ampak ameriško gospodarstvo pa bi rekel, je pa ta upad inflacije šel skozi s tem, da celo gospodarska rast ne samo, da se ni upočasnila, celo vztraja na zelo visokih nivojih. Tako da bi rekel, najbolj idealen scenarij v gospodarstvu, predvsem v Ameriki, se je nekako zgodil. Tako da bi rekel, ta makro zgodba je kar, bi rekel, zaslužna za to. Drug faktor pa je tudi ta vzpon umetne inteligence. Vemo, od novembra dalje 2022, ko smo dobili ta ChatGPT, pa potem rezultati Nvidie, nekako maja 2023 so nakazali, da ne gre samo za neko tako zgodbo v zraku, ampak so že celo oprijemljivi neki rezultati, tako da bi rekel, makro zgodba boljša, umetna inteligenca da nek dodaten zagon tehnološkim podjetjem in zato smo tukaj danes na najvišjih vrednostih. Ja, ampak če se vrnemo na zgodbo novih vrhov, vlagatelj je navadno strah, ko delnice upada in imajo občutek, da tem padcem nikoli ne bo konca. Zdaj, ko pa dosegamo nove rekordne vrednosti, pa znova strah, ali niso delnice šle predaleč. Ali bi nas te rasti na delniških trgih morale skrbeti? Ja, vlagatelj je vedno tak, ali ko imamo neke negativne novice, delniški trgi padajo,
nek strah, ali bo šlo še nižje. Podobno je zdaj verjetno vprašanje, ali smo šli že predaleč. Zdaj, po mojem mnenju ne, zdaj, če se tukaj imamo eno tabelo, če se ozremo v zgodovino, ne, torej tu imamo vse tako imenovane medvedje trge. To pomeni vse primere, ko so recimo ameriške delnice po letu 1950 izgubile več kot 20% od vrha, potem pa, kot vemo, poznamo zgodovino, so se vrnile nazaj na nove najvišje vrednosti, ne. In če pogledamo teh, recimo, zdaj smo imeli, to je zdaj 11. primer, ne, torej, ko so delnice izgubile več kot 20%, v preteklih 10 primerih, ne, ko so potem delnice po tem padcu znova dosegle nov vrh, kaj se je zgodilo naslednje leto? V 90%, torej v 9 od 10 primerov, so bile ameriške delnice višje čez leto dni. Tako da v bistvu novih vrhov se ne smemo bati. Jaz mislim, novi vrhovi so nekaj normalnega na delniških trgih, ker vemo, dolgoročna črta, vemo, kako izgleda, od leve proti desni navzgor, zmes imamo te, bi rekel, medvedje trge, padce večje, ampak vedno vemo, na daljši rok zgodba taka, da delnice končajo višje, ne. In zgodovina nas uči, ko pride novi vrhovi, vztraja v delnicah, ne prodaja zdaj, ne čaka na nek večji padec. En primer je bil tak, in to je bilo leta 2007, takrat vemo, kaj se je zgodilo, sledila je velika finančna kriza, drugače pa zgodovina pravi, ko dosežemo nov vrh, je velika verjetnost, da bo delnice višje čez 1, 3, 5, 10 let pa tako vedno, 10 let pa takšno obdobje, ko zelo redko smo videli, da je bile delnice nižje. Tako da, z tega vidika bi rekel, se ne rabimo bati teh novih vrhov. Pa tudi mogoče samo, če omenim, tudi okolje se mi zdi, ko sem že prej omenil, makro okolje, se mi zdi dokaj, bi rekel, normalno, ne, torej inflacija še naprej upada, gospodarska rast ostaja, bi rekel, zmerna, pa tudi ta AI revolucija, ne, podobno kot internet v 90-ih, daje neko, bi rekel, neko podobo, mislim, bi lahko neke podobnosti vlečemo z 1990 leti, ko smo imeli pač bi rekel, internetno revolucijo. Tudi jaz bi rekel, da okolje ostaja tudi naklonjeno delnicam. Zdaj pa, če bomo še dobili, bi rekel, nižje obrestne mere, kar se nekako tudi pričakuje strani centralnih bank, torej tudi ameriška in Evropska centralna banka naj bi do konca leta 3-krat spustili obrestne mere, potem pa mislim, da bi to bilo zelo pozitivno za delniške trge. Bi pa opozoril, korekcije so nekaj normalnega, tudi v tem, bi rekel, pozitivnem trendu bomo doživeli korekcijo in mogoče smo že danes zreli po tej rasti za to, ampak mislim, da bo to samo korekcija, ki povprečno dobimo vsako leto vsaj eno, ne. Ja, tako kot si je rekel, zdaj, okolje je ugodno, ampak eno izmed opozoril vlagateljev je, da so vrednote na delnic previsoka. Ali so delniški trgi po tvojem mnenju precenjeni? Kakšni so ti kazalniki, ki kažejo to? Na primer, razmerje med ceno in delnico je za S&P 500 trenutno okrog 23, kar je nad zgodovinskim povprečjem. Ja, tu se deloma strinjam. Jaz mislim, da določeni segmenti delniških trgov so malenkost višje vrednoteni. Tukaj seveda govorimo o ameriških delnicah, pa predvsem o enem segmentu ameriških delnic, to so predvsem ta tehnološka podjetja, ki nekako so del te AI zgodbe, ne, torej zgodbe umetne inteligence. Ampak če pogledamo globalno, ne, torej tu imamo recimo globalni delniški indeks, jaz sem tukaj dve varianti indeksa prikazal, vidimo, da je tukaj za globalne delnice pričakovan ta, bi rekel, pri 18-kratniku dobička kotirajo za leto 2024, bi rekel, malenkost nad zgodovinskim povprečjem, ampak ne daleč. Ta druga verzija indeksa, ki pa sem jo prikazal, kjer pa ima vsako podjetje enako utež, ne, torej mogoče v tem splošnih indeksih večkrat vredno podjetje, večjo utež ima v indeksu, recimo Microsoft, najbolj vredno podjetje na svetu, ima recimo v globalnem indeksu dobre 4%, ne. Za v drugi verziji indeksa, kjer pa ima vsako podjetje enako utež, če imamo 2000 podjetje, delež tega podjetja, 0,05%, tukaj pa vidimo, da povprečna delnica je mnogo bolj ugodno vrednotena. Tako da moram reči, da ostali segmenti delniških trgov sploh ne kažejo kakšni precenjenosti, tako da bi rekel celo, da so normalno vrednoteni, vse ko ima v nadaljevanju še pogledala, so pa tudi določeni segmenti delniških trgov, ki so mogoče celo nizko vrednoteni. Tako da jaz v tem trenutku, da bi trdil, da so delnice predrage ali pa visoko vrednotene, ne, bi rekel, določeni segmenti povišani, ampak skupaj gledano globalno, pa bi rekel, so ti pričakovanji donosi delnic zelo blizu temu, kar smo videli v zgodovini. Tako da, z tega vidika me to v tem trenutku še pretirano ne skrbi. Če se obrneva k vroči zgodbi današnjega časa, torej optimizem okrog umetne inteligence, ta je bila gonilo rasti tako v ekonomiji kot na delniških trgih v zadnjem letu in tehnološki sektor je bil najbolj donosen segment delniških trgov.
Postavlja pa se vprašanje, ali so visoke vrednosti tehnoloških podjetij oziroma delnic upravičene tudi z rastjo teh podjetij. Ja, se marsikdo, ko zdaj pogleda te grafe, tudi naš sklad Infond Tehnologija se močemo malo zvrti, ker res od začetka lanskega leta pa ti prve 3 mesece, res ti zadnjih 15 mesecev so bili donosi neverjetni in seveda se pojavi vprašanje, ali je ta segment, torej tehnološke delnice povezavi z umetno inteligenco, ali je to že balonček, to zdaj mnogokrat slišimo v medijih. Tukaj imamo primerjavo recimo z zadnjima dvema tema, bi rekel najbolj znanima balonoma, torej v letu 72 pa leta ta internetni balon že omenjen leta 2000. Na prvi pogled se vidi, da vrednotenja niso tako visoka teh vodilnih podjetij, kot pa smo jih recimo videli v preteklosti. Mogoče lahko za kakšno podjetje dve rečemo, ok, je šlo mogoče mimo fundamentov, ampak za vsaj večino podjetij, ker tudi če pogledamo od Googla do Mete, Apple, vidimo 20-kratnih, 24-kratnih, 26-kratnih dobička. To je daleč od tega, kar smo imeli recimo leta 2000, kjer so bili tam tudi Cisco 100-kratnih dobička ali pa malenkost manj. Tako da jaz bi rekel, so povišana vrednotenja, ampak nismo pa tam recimo, bi rekel, na takih nevarnih nivojih, kot smo bili v prejšnjih. Kar pa je tudi, bi rekel, druga stvar pomembna, zaenkrat je vsa ta rast teh podjetij dokaj podprta z fundamenti. Torej, bi rekel, ta podjetja ne samo, da imajo, recimo, ker so višje vrednotene splošno kot trg, imajo višjo rast prihodkov, imajo višje, bi rekel, dobičkonosnost, bi rekel, imajo izrazite konkurenčne prednosti, tako da ne vidim, da bi jih v kratkem času, katero podjetje, bi rekel, lahko nadomestilo, tako da, bi rekel, ta rast je dokaj še podprta s fundamenti. Ampak se pravim, ko pa gledamo zgodovino, kakšen pa je epilog tega, jaz mislim, da na koncu bomo prišli da smo na poti v neko euforijo, v nek balonček. Jaz mislim, da je to umetna inteligenca predobra zgodba, ker vedno, ko smo dobili v preteklosti, v zgodovini, neko novo, disruptivno tehnologijo od kanalov, železnic, osebni računalnik, avtomobili, internet, vedno je šlo v pretiravanje. Jaz mislim, da bo zdaj podobna zgodba, in smo na poti do tja, ampak mislim, da še nismo čist tam. So pa vrednotenja povišana, ampak rekel, ne še pa čist tako nevarno. Kje pa so mogoče še kakšne naložbene priložnosti v primeru umetne inteligence? Kako se ta zgodba lahko sploh še naprej razvija? Pa ne, jaz mislim, umetna inteligenca je tak tehnološki preboj, ko verjetno bo z nami ostal še naslednja leta, naslednjo desetletje in priložnosti bo tu še ogromno. Mogoče ne vemo, kdo bo tisti res končni zmagovalci, tako pri internetu so mogoče tisti začetni zmagovalci bili določeni, tako Yahoo pa to, potem pa na koncu so pa čisto druga podjetja prišla. Zato bi rekel, smo nekako prihajamo iz prve v drugo fazo, ali pa smo že v drugi fazi, če gledamo recimo na prvo fazo, da je bilo tisto podjetje Nvidia, ki je nekako najbolj profitiralo od tega. Nvidia, vemo, brez njihovih čipov, usposabljanja umetne inteligence, torej treniranja teh modelov za umetno inteligenco ne bi bilo mogoče in nekako dominira ta trg. In poslovanje tega podjetja je res bilo v zadnjih, rekel, leto pa pol neverjetno. Torej, če so še leta 2022 ustvarili 27 milijard prihodkov, pa 6 milijard dobička, naj bi letos ustvarili 110 milijard prihodkov, pa 60 milijard dobička. Tako da v bistvu so podeseterili svoj dobiček in to ne z malih nivojev. Tako da to, se pravim, to pa tudi rast tega podjetja v zadnjih 15 mesecih preko 500%, ampak tudi dobiček je šel 900%. Tako da se pravim, je malo podprto s fundamenti. Ampak zdaj v naslednji fazi, ja, reči bo. Ni pa nujno, da bodo današnji zmagovalci tudi čez 10 let ostali. To drži. Se pravim, kdo bo čez 10 let zmagovalec, še ne vemo, ampak v tem trenutku zgleda kot Nvidia, ampak dosti tega pa je že v ceni. Zdaj mislim, v naslednjih fazah pa je tako, da nekako že tudi profitirajo, pa bodo profitirala podjetja, ki nekako soustvarjajo vso to potrebno infrastrukturo za delovanje umetne inteligence. Tu imam predvsem v mislih, bi rekel, vsa podjetja z področja polprevodnikov, celotne verige, ne samo, bi rekel, ti proizvajalci čipov, tudi podjetja, ki izdelujejo orodja za proizvodnjo polprevodnikov, potem sami izdelovalci polprevodnikov, bi rekel, celotna ta veriga. Profitirala bodo seveda podjetja, ki imajo to računalništvo v oblaku, ki nekako gostijo te podatkovne centre, kjer se pač ti umetna inteligenca, ti modeli trenirajo, pa tudi uporabljajo potem, kjer so za uporabo. Tudi bi rekel, podjetja z kibernetske varnosti so zelo potrebna v tem okolju. Tako da bi rekel, vsa ta infrastruktura, ki nekako sooblikuje ta podjetja, so zdaj že profitirala, pa bodo profitirala. Potem v naslednjih fazah pa bo to postopoma šlo, bi rekel, ampak tu pa so zmagovalci še manj jasni. Predvsem recimo software podjetja, ki že
bi rekel, nekako opeljujejo umetno inteligenco v svoje produkte, bodo naslednja, ki bodo profitirala, čist na koncu pa bi rekel, vsa splošna podjetja, ki so mogoče delovno intenzivna, pa bojo s pomočjo umetne inteligence lahko avtomatizirala večino nekih rutinskih opravil, aktivnosti, s tem razbremenila, bi rekel, svoje zaposlene, ali zmanjšala stroške, ali pa nekako preusmerila, da ti zaposleni lahko delujejo, bi rekel, na aktivnosti, kjer je dodana vrednost. Tako da umetna inteligenca bo z nami ostala naslednjo desetletje in se pravim, je to zgodba, kjer vlagatelj mora biti zraven, ampak mora imeti v glavi, da bodo tudi pretiravanja oziroma ponekod so že pretiravanja z vidika vrednotenja. Torej, tehnološki sektor je v bistvu skoraj obvezen v portfelju. Kaj pa za vlagatelje, čisto na kratko, kakšne možnosti ima, da se izogne oziroma zmanjša delež tehnoloških delnic svojemu portfelju? Videli smo, da je japonski indeks že na novih vrhovih po 30 letih, pa v Evropi imamo neka podjetja, ki so združena v kratici Granolas. Je tukaj mogoče nek potencial? V bistvu vlagatelji imajo danes, bi rekel, srečo, da je ogromno priložnosti drugje, torej zunaj tehnologije. Vem, da mediji večinoma o tem poročajo, ampak tako kot si rekel, Evropa ima določena izjemna podjetja, torej dali so jim neki, bi rekel, ta vzdevek Granolas. In tu ne gre samo za tehnološka podjetja, so tehnološka podjetja zraven, ampak gre pa tudi za podjetja iz zdravstva, iz, bi rekel, luksuza, iz prehrane, tako da so kvalitetna podjetja tudi v Evropi, so kvalitetna podjetja, kot sem imel tudi na Japonskem, so pa vrednotenja, tu bi rekel, bistveno nižja, kot pa so recimo vrednotenja teh ameriških tehnoloških podjetij. Tako da jaz bi rekel, vlagatelj ima danes priložnost, se pravim, tehnologijo moraš imeti v portfelju, ampak imaš pa priložnost mogoče zmanjšati ta delež, pa imeti zelo razpršen portfelj v ostalih segmentih, tako v ostalih regijah, Evropa, Japonska, tudi trgi v razvoju, tudi tukaj imamo priložnosti, pa tudi v ostalih panogah. Jaz bi rekel, so določene panoge, ki nekako, bi rekel, so zelo zanimive, recimo zdravstvo, osnovne potrošne dobrine, mogoče niso tako nizko vrednotenja, ampak zelo kvalitetna podjetja. Imamo pa tudi, bi rekel, panoge, ki so mogoče smešno nizko vrednotene, bolj ciklične kot energija, banke, finance, pa mislim, da tudi se v zadnjem obdobju zelo dobro držijo. Tako da vlagatelj ima ogromno priložnosti, kako razpršiti svoj delniški portfelj in mislim, da je to pravilna strategija v tem okolju, v katerem se nahajamo. Omenil si nizke vrednotenje, kaj pa Kitajske, verjetno največje razočaranje v zadnjih letih. Glede na nizke vrednotenje bi predvideval, da je to mogoče neka priložnost. Tu se strinjam s tabo, torej kitajske delnice v zadnjih 3 letih sigurno največje razočaranje tudi za mene, torej od vrha, mislim, da tam februar 2021 so izgubile okrog 60%. Zdaj bi človek pričakoval, dobro, vsi poznamo težave Kitajske, pok nepremičninskega balona, vemo te geopolitična trenja z ZDA, ampak po mojem mnenju ni vse tako slabo. Torej, obstaja več argumentov, zakaj jaz menim, da so kitajske delnice v tem trenutku vsaj neka priložnost. Ne bi pretiraval z njimi v portfeljih, tam 5-10% je v bistvu neka utež, ki bi v nekem globalnem portfelju imel, ampak mislim, da je tukaj priložnost. Prvič, kot si omenil, smešno nizka vrednotenja. Torej, če govorimo ameriške delnice vsakim dnem dražje ali pa tudi mogoče kateri drugi trgi, pa kitajske delnice kotirajo tam nekje pri 10-kratniku dobička, kar je, rekel, razmeroma nizko. Pa ne samo to, tukaj dobimo podjetja, ki so zelo kvalitetna. Jaz mislim, da so to ena najbolj kvalitetnih podjetij, poleg ameriških podjetij na svetu, ki so, bi rekel, v zelo močnem finančnem položaju. Torej, ti kitajski giganti večinoma imajo več denarnih sredstev kot dolga. Ponekod so tudi primeri, kjer so denarna sredstva skoraj tako velika kot že sama vrednost podjetja. Pa tudi bi rekel, da ta podjetja so začela v zadnjem letu, 2 nekako izplačevati dividende, začeti odkupovati lastne delnice. Zelo so postala, bi rekel, prijazna do vlagatelja, torej skušajo vse narediti, da nekako dvignejo vrednost za delničarje. Tako da jaz bi rekel, scenarij, ki je v kitajskih delnicah noter vkalkuliran, je zelo negativen in vsaj zaenkrat jaz mislim, da se tudi njihovo gospodarska slika ni tako slaba, kot pa mogoče zahodni mediji prikazujejo. Tako da, bi rekel, kitajsko gospodarstvo še vedno raste nekje 5% realno na leto, ima svoje težave, ampak ima tudi svoje, bi rekel, zelo pozitivne stvari. Kar bi mogoče izpostavil, ker ima zelo... Mogoče neka tveganja. Kar bi izpostavil, dobro, vse tveganja so, ampak preden grem na tveganja, bi samo izpostavil, da pozitivni faktori, med drugim tudi, so vodili na področjih, ki nekako so pomembni za razvoj sveta, torej od obnovljivih virov, električnih vozil, od baterij,
tudi bi rekel, največ strokovnjakov na svetu imajo na področju umetne inteligence. Tako da so pozitivne stvari in se pravi, mogoče smo tu malo preveč, bi rekel, in trgi in mediji negativni. Tveganja, ki pa jih omenjaš, ja, glavno tveganje je pa geopolitika. Jaz mislim, da ta trenja med ZDA in Kitajsko bodo ostala, so strukturna. Jaz mislim, da ZDA si na vse pretege nekako trudijo, da bi nekako omejile razvoj Kitajske in to je tisto glavno tveganje. Ne vemo, kako daleč so ZDA pripravljene iti, da bi nekako omejile Kitajsko. Zdaj, v najslabšem scenariju to tudi lahko pomeni nek scenarij, če pride do konflikta recimo okrog Tajvana, ki vemo, da si ga Kitajska logično lasti. Tukaj vedno vemo, tu je neka možnost nekega potencialnega konflikta v prihodnosti. Najslabši scenarij je, da nekako zahodni vlagatelj nima več dostopa do teh trgov. Ampak spravim, to je mala verjetnost in jaz mislim, da je v ceni delnic že vsa ta negativnost kalkulirana. Če se dotaknemo še druge pomembne naložbene skupine, obveznic, ne moreva mimo vprašanja, kaj se dogaja z inflacijo, kakšne so pričakovanja za naprej? Ja, drži, Bojan, v bistvu inflacija je bila tista tudi glavna zgodba v zadnjih dveh letih in pol. Tukaj moram reči, da se nek pozitiven scenarij uresničuje, torej inflacija je dosegla vrhove v letu 2022, tam nekje v Ameriki sredi leta, v Evropi malo kasneje in se nekako spušča proti 2%. Mi smo optimisti, da se bo do konca tega leta vrnila blizu 2%, to kar je cilj centralnih bank. Razlogi, v bistvu glavni razlog je to, jaz bi rekel, problem inflacije v zadnji fazi je bil predvsem na trgu dela, torej rast plač, ampak vsi, bi rekel, ti neki vodilni indikatorji iz trga dela kažejo na to, da se bo trg dela nekako ohladil v prihodnjih mesecih, tako v ZDA kot v Evropi in to je nekako zelo korelirano bi rekel, z rastjo plač. Rast plač pa je korelirana, bi rekel, z neko inflacijo v bolj storitvenem sektorju. Tako da jaz bi rekel, vse tukaj približujemo 2%. So določena tveganja, da se to ne uresniči, ampak bi rekel, to, kaj smo imeli pred pandemijo, torej inflacija bila v Evropi povprečju tam 1,3% po letu 2010. Če bomo tu med 2–3%, jaz mislim, da je to idealno okolje za delniške naložbe, pa tudi bi rekel za obvezniške, je čisto ok. Ja, mislim, v zadnjih letih je bila tudi za naše vlagatelje inflacija točka bolečine, tako da eno tako vprašanje recimo, kakšna je najboljša zaščita pred inflacijo, recimo na nek dolgi rok? To smo že večkrat ponovili, na dolgi rok so delnice tista najboljša zaščita. Delnice so tisto realno premoženje, nalagaš podjetja, ki imajo sposobnost dvigovati cene svojih produktov in storitev, teda na dolgi rok prihodki, dobički, dividende podjetij so rasli hitreje od inflacije. In ko pogledamo pretekle donose, ali je bilo inflacijsko obdobje, ali je bilo deflacijsko obdobje, delnice so nudile tisti nek realen donos blizu 5–6%, odvisno od trga. In to mislim, da se ne bo nič spremenilo. Delnice so za dolgoročnega vlagatelja, glede na to, da bomo imeli inflacijo, mislim, inflacija glede na to bo ostala med 2–3% prihodnje, so zelo pomembna komponenta, da nekako ohrani svojo kupno moč. Ok, trenutno imamo padajočo inflacijo, višje obrestne mere centralnih bank in po dolgem času tudi obveznice prinašajo neke donose, ki potencialno ohranjajo vrednost premoženja v relativno majhnem tveganju. Kje ti vidiš trenutno vlogo obveznic v portfeljih vlagateljev, seveda upoštevanju trenutnih gospodarskih razmer in pogledov glede inflacije? Saj, kot sem že prej omenil, naš pogled je, da inflacija se bo umirila, tudi centralne banke bodo najverjetneje tekom leta začele zniževati obrestne mere. Bi rekel, to je pozitivno okolje za obveznice, popolnoma različno od tega, kar smo imeli, kot sem že prej omenil, po finančni krizi, pa nekako do leta 2022, kjer so obveznice v bistvu niso nudile skoraj nikakršnega donosa. Za njihova vloga pa bi rekel, če mogoče smo pred leti imeli težave z obveznicami v portfeljih, ker v primeru recesije ne bi nudile nobene zaščite, danes menim, da je drugače. Ko bo prišla recesija, bodo obveznice odigrale svojo vlogo, kaj pomeni, obrestne mere se navadno v recesiji znižujejo, vemo, centralne banke znižujejo obrestne mere, da stimulirajo gospodarstvo, cena obveznic pa bo šla v tem primeru navzgor. Jaz mislim, v nekem razpršenem portfelju, mešanem portfelju delnic, obveznic, bodo obveznice znova tisti neki blažilec v času pretresov, v času recesij in bodo igrale svojo vlogo. Tako da jaz mislim, da mešan nek portfelj je, bi rekel, za večino vlagateljev danes kar dobra izbira. Kakšne pa so pričakovane donosnosti
obveznic v prihodnjih letih. Ja, tu še imam za konec en zanimiv graf. Donosi, vse pravim, pričakovanje donosi obveznic so se vedili tam, bi rekel, tiste najbolj varne nemške, dobra 2%, pa potem naprej 3-4%, odvisno od, bi rekel, ali gre za državne, ali gre za podjetniške obveznice, ali gre za malo bolj tvegana podjetja. Taj bi rekel, donosi med 3-4% so znova dosegljivi, bodo dosegljivi za vlagatelje v obveznice pa obvezniške sklade. Se pravi, v primeru recesij bo ta donos višji, ker bo obrestne mere padale, ampak bi rekel znova, zelo, ne bi rekel generacijska priložnost, ampak znova nek soliden donos, predvsem za vlagatelje, ki mogoče niso naklonjeni tveganju, ki jim je bolj pomembna stabilnost, neki bolj predvidljivi donosi, bi rekel znova odličen naložben razred. Ok, Aleš, naredila smo en tak pregled kapitalskih trgov, kako vlagati na novih vrhovih, kje so še priložnosti, dotaknila smo se balona, ki se mora še napihati, torej umetne inteligence, kitajske inflacije, obveznic, pa za konec mogoče še zadnji nasvet vlagateljem. Pa ne, zdaj, ko si tako vse skupaj naštel, jaz mislim, za vlagatelje ostaja nasvet vedno enak, ne? Jaz mislim, naj zanemarijo vse te novice, vroče zgodbe, to jaz bi rekel, tiste osnove osebnih financ ostajajo enake, odvisno od posameznika, ne? Kakšni so njegovi finančni cilji, kakšen je njegov časovni horizont, kakšna je njegova naklonjenost tveganju, sam sebi naj izbere nek sebi primeren portfelj, naj sebi primerno sestavo premoženja nekako določi, bi rekel, tiste osnovne zakonitosti, če si mlad, lahko več tvegaš, imej večji delež delnic, mogoče, ko pa imaš neke cilje, ki so ti bližje, torej v roku nekaj let, potem pa povečuj delež obveznic, ne? In to ostaja enako, ne? In se pravim, tudi če so danes rekordi, če je to tema današnja, ne, tudi če so rekordi delnic, jaz mislim, da je vedno pravi trenutek za vstopiti, pa nekdo, ko bo pogledal nazaj čez 50 let, bo hvaležen, da je vstopil na trg, da je vstopil v delniške, obvezniške sklade, mešane sklade, pa bo dobil te donose, ki jih trgi ponujajo, ki vse kot pravim, donosi in delnic in obveznic so normalni danes in zelo blizu tistim, bi rekel, kar smo zgodovinsko že prejeli, ne. Evo, hvala. Aleš, mislim, da lahko zaključimo današnje srečanje. Najlepša hvala vsem, ki ste nas spremljali. Upam, da sva z Alešem nekoliko olajšali odločitev, kako oblikovati svoj portfelj v teh zanimivih časih. Drugače pa smo vedno na voljo, tako na sedežu družbe, kot tudi preko digitalnih kanalov, se bomo z veseljem odzvali na vaše vprašanje. Lep pozdrav. Lep pozdrav.